Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer razkrivamo in raziskujemo kriptoprojekte, kakšna investicija so, kaj sploh so. No in tokrat imamo na tapeti Sui. Ta kriptoprojekt smo že imeli, ampak smo ga ocenili nekje na začetku, ko še nismo delali videov. Tako da to je v bistvu nadgrajena ocena za Sui. Pa si dajmo najprej pogledati, kaj ta kriptoprojekt sploh je. In imam že zapiske. Sui je prva layer 1 veriga blokov in platforma za pametne pogodbe zasnovana from scratch. Torej so jo izdelali prav iz nule, da naredi lastništvo digitalnih sredstev hitro, zasebno, varno in dostopno vsem. Njegov model, osredotočen na objekte, ki temelji na programskem jeziku Move, omogoča vzporedno izvajanje in podsekundno dokončnost transakcij. S horizontalno razširljivo obdelavo in shranjevanjem Sui podpira široko paleto aplikacij z neprimerljivo hitrostjo in nizkimi stroški. Sui je stopenska funkcija napredka v blockchainu in platforma, na kateri lahko ustvarjalci in razvijalci gradijo neverjetne uporabniku prijazne izkušnje. No in smo že pri prvi sekciji, kjer ocenjujemo, kakšna investicija to dejansko je. In pri prvi sekciji si pregledujemo sam projekt, kakšna je jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in pa jasnost bele knjige. In če grem tukaj na spletno stran, vidimo, imajo zelo lepo spletno stran, tudi takoj, ko pridem gor, točno vem, o čem se gre, mi takoj obrazložijo, kar je super. Kar se tiče bele knjige, imajo sicer povezavo na svojo dokumentacijo, kar smo nekako že vajeni pri modernejših kriptoprojektih. V bistvu njihova bela knjiga se linka kar na dokumentacijo. No in če pogledamo tole dokumentacijo, vidimo, da imajo zelo lepo razporejeno. Recimo, če kliknem tukaj na tokenomics, mi prikaže vse, kar se tiče njihove tokenomike in vse lepo obrazloži. Tako da to je super plus. In seveda tudi cilja na realno industrijo. Tako da v tej prvi sekciji dobijo vseh 15 od 15 možnih točk. Nato druga sekcija, imamo ekipo in podporo. Kakšna je ekipa za tem projektom in ali je morda že kdo znan podprl tale projekt že prej. No in tukaj si bomo mi pogledali na cryptorank.io, kdo vse je v ozadju tegale kriptoprojekta. In vidimo, da je co-founder in CEO Ivan Cheng. In pojdimo kar na njegov LinkedIn, da vidimo njegove pretekle izkušnje, kje je vse delal prej. Torej, co-founder na Misten Labs trenutno, prej je bil direktor na Novi Financial, vidimo, da ima ogromno finančnih izkušenj za sabo in predtem je bil še direktor inženiringa na Facebooku. In poleg tega ima pred sabo še delo na Appleu. Tako da tukaj so kar precej bogate izkušnje. Dajmo preveriti še co-founderja in CTO-ja, to je Sam Blackshear. Pa dajmo kar pogledati njegov LinkedIn in njegove prejšnje izkušnje. Torej, seveda, Misten Labs, potem je bil inženir na Meta in predtem asistent na univerzi oziroma raziskovalni asistent na univerzi Colorado. Tako da moram reči, da tale ekipa ima kar bogate izkušnje. Zdaj si pa pogledamo še, kdo je predtem podprl tale kriptoprojekt in vidimo tukaj, da so imeli Launchpool, IEO, tukaj so zbrali 2,82 milijona, IEO 22 milijonov, pa še en IEO 22 milijonov. Sam malček, da umaknem to reklamo. Pa predtem še en IEO 750 tisoč, pa spet 750 tisoč,
pa 50 tisoč. Potem so imeli serijo B s 300 milijoni, kar je impresivno, in serija A s 36 milijoni in vidimo, da tukaj je kar precej znanih imen, recimo Coinbase, Circle, pa Andreessen Horowitz. Tako da ta projekt je bil kar lepo podprt. Tako da tudi za drugo sekcijo tukaj dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej, tretja sekcija, blockchain in žeton. Kakšna je uporabnost žetona in ali je blockchain sploh upravičen? In kot smo videli že na začetku, že v opisu, ja, vsekakor je tole upravičeno. Tako blockchain kot tudi žeton. Zato tukaj tudi dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. Naprej, četrta sekcija, imamo napredek in cilji. Kako kaj javljajo publiki glede svojih napredkov in ciljev. In tukaj sem jaz v bistvu nisem našel nekega roadmapa. Če ga slučajno vi najdete ali pa če veste, kje je, kar napišite spodaj dol v komentarje. Kar sem jaz našel, je tale forum, kjer pač objavljajo vse svoje novosti in spremembe. Zdaj, ponavadi pri kriptoprojektih smo vajeni malce več, da prav objavijo svoje cilje in potem tudi koliko daleč so pri teh svojih ciljih. Tako da za to sekcijo dobijo 3 od vseh možnih 5 točk. In naprej imamo tehnično analizo, kako jim kaj gre cenovno. Pa pojdimo tukaj na cryptorank.io in gremo tukaj v tale tab Overview. In malček bolj od spodaj imamo mi tale graf tukaj s cenovnim gibanjem. Mi mu bomo dodali še RSI, tako da bomo imeli en indikator. In kot vidimo, v zadnjem času smo kar padali, tako da to vsekakor ni dober znak. Zdaj smo tukaj le na tej podpori, na tam nekje 2,28, 2,30 dolarja. Zdaj, če bi mi slučajno tole izgubili, potem lahko pademo tudi tukaj dol do tam nekje 80 centov, kar bi bil kar precej hud padec. Poleg tega malček bo treba paziti tole. Tukaj smo imeli višji vrh in na to nižji vrh, kar se tiče gibanja cene. Bom kar označil, torej višji vrh in nižji vrh. Medtem ko tukaj RSI je pa delal najprej nižji vrh in na to višji vrh. Torej skrita medvedja divergenca, kar lahko nakazuje na nadaljevanje padanja. Tako da bo treba malček paziti, sploh tole mejo tukajle na okoli 2,30. Kar se pa tiče volumna na menjalnicah, lahko vidimo tukaj izredno velik volumen, 966 milijonov v zadnjih 24 urah, kar je seveda impresivno. In pa tudi na velikih menjalnicah je, kot lahko vidimo tukajle na tejle listi. Tako da, kar se tehnične analize SUI projektu trenutno malček slabše kaže, ampak bomo videli, kam bo šlo tole naprej. Tako da trenutno, pravim trenutno, za tehnično analizo dobi 8 od vseh možnih 15 točk. In naprej, šesti segment, imamo sentiment. Kakšno je kaj sodelovanje njihove skupnosti in pa kakšna je adopcija uporabnikov. Pa pojdimo kar nazaj na njihovo spletno stran in ponavadi, najprej bomo adopcijo uporabnikov, to imajo kar lepo izpostavljeno tukaj na začetku strani, kdo so njihovi partnerji, kdo uporablja njihov sistem. Recimo vidimo tukaj Navi, Alibaba Cloud, Franklin Templeton, tako da kar precej velika in znana imena. No, pojdimo zdaj še na dno strani, kjer imamo mi ponavadi povezave na njihova socialna omrežja. In tukaj imamo najprej Discord, kjer imajo 853 tisoč sledilcev. To je naravnost impresivno.
pa potem imamo X, tukaj imajo kar milijon sledilcev, tudi izredno impresivno. In na to imamo še YouTube, kjer imajo 10.000 naročnikov. Sicer številka ni zdaj tako velika, ampak je še vedno kar ok. Tako da za ta 6. segment, za sentiment, dobijo tudi 10 od vseh možnih 10 točk. In zdaj imamo še certik preverjanje. Na zadnje, kot smo gledali, ga niso opravili. So ga morda zdaj. In žal ne. Certik preverjanja še niso opravili. Tako da v bistvu tukaj tudi nimamo kaj dosti zagledati. Imajo pa zelo visoko oceno. Tako da v bistvu to jih na nek način tudi malček rešuje. Na podlagi tega dobijo 5 točk od vseh možnih 25 točk. Tako da meni v bistvu se to zdi super projekt, leto certik preverjanje ga malček potisne nazaj. In tako, dobili smo oceno 66 od 100, kar ta naš projekt uvršča pod povprečno potrebnih je več raziskav. Ampak dajte mi povedati, kaj si vi mislite o tem projektu. Ste morda investirali van? Smo tudi mi morda kaj spregledali? Kar komentirajte spodaj. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili prihodnjih raziskovalnih videov. Zdaj pa vam želim še lep dan naprej in se vidimo v naslednjem videu.